Dober dan in prijazen poletno-jesenski pozdrav v naši oddaji za zdravje. Danes vas najprej vabim na Šmarno goro, od koder je čudovit razgled na Ljubljano, ki jo Energetika Ljubljana oskrbuje z energijo. Prav o tem sva se na vrhu Šmarne gore pogovarjali z Diano Horvat. Diana, zakaj so danes prav na Šmarni gori? Je verjetno zato, da nekaj narediva zase, saj časa sicer zmanjka, to veva obe. Sicer pa ima Šmarna gora za Energetiko Ljubljana en prav poseben pomen, pa ne samo zato, ker tamle vidimo naš dimnik, ki ga Ljubljančani dobro poznajo, ampak tudi zato, ker že od leta 2004 podpiramo dejavnosti vseh športnih in turističnih delavcev izpod Šmarne gore. To pomeni, da sodelujemo pri obnovi poti, ki so iz leta v leto vedno bolj načete zaradi erozije vode. V letu 2014 smo sodelovali pri odpravi posledic tega katastrofalnega žledoloma. Obnovljene pa so tudi vse lesene klopi, ki so na voljo obiskovalcem in vsem mimoidočim, ki se povzpnejo na to čudovito goro. Ja, od tule imamo res krasen pogled na Ljubljano. Energetika Ljubljana jo oskrbuje z energijo, lahko malce več poveste o tem. Tako je, Energetika Ljubljana je od vsega začetka povezana z energijo. V osnovi imamo dve distribucijski omrežji, in sicer omrežje oskrbe z zemeljskim plinom ter daljinsko ogrevanje s toploto. Prek njiju se oskrbuje več kot 100.000 stanovalcev, prebivalcev mesta Ljubljane, oziroma če povem drugače, več kot 74% vseh stanovanj v Ljubljani. Naš cilj je pa seveda bistveno višji. Torej, če si tu ogledava Ljubljano, lahko vidiva, da iz središča mesta je dejansko, tam je locirano distribucijsko omrežje s toploto, ki pa se širi tudi v večja večstanovanjska naselja, kakor so Fužine, Dravlje, tudi na Viču. Mrežje z zemeljskim plinom pa se širi tudi izven mesta Ljubljane in v sosednje občine. Tako da je na voljo zemeljski plin na Brezovici, v Medvodah tukaj, potem tam v Log-Dragomer, Škofljici, Igu celo, letos pa se oktobra širimo tudi v Grosuplje. Moram pa povedati, da ravno zaradi tega omrežja so Ljubljančani deležni tako čistega zraka, kakor ga imamo. Vemo, da pred 30 leti pred postavitvijo tedaj termoelektrarne toplarne je bil zrak bistveno bolj onesnažen in je tudi Ljubljana spadala med najbolj onesnažena mesta na svetu. 2 leti nazaj pa smo vsej tej ponudbi dodali še dobavo električne energije in zelo smo ponosni na to, da našim odjemalcem zagotavljamo zeleno elektriko in to potrjeno s certifikatom. To pomeni, da je proizvedena iz obnovljivih virov energije oziroma visoko učinkoviti soproizvodnji toplote in električne energije. V Energetiki Ljubljana radi rečemo, da nudimo celovito energetsko oskrbo. To pomeni, da vsakemu, že samo tistemu, ki ga zanima priklopno omrežje, damo informacijo o možnosti priključitve. Pri nas ima možnost izbire ogrevalnega sistema, mu svetujemo pri tem, mu ga tudi izvedemo. Torej na koncu postavimo ta ogrevalni sistem, seveda zagotavljamo tudi vzdrževanje in, kar je najbolj pomembno, ga tudi priklopimo na eno izmed naših omrežij. Ampak tukaj se pa zgodba še ne konča. Zagotavljamo mu tudi dobavo bodisi električne energije, bodisi toplote iz vročevodnega omrežja ali zemeljskega plina, ter ga seveda povabimo, da se včlani v naš klub zvestobe ogreva, kjer je deležen še nadaljnjih ugodnosti in posebnih akcijskih ponudb. Kako pa se današnji uporabnik razlikuje od prejšnjega?
kot je to tudi v drugih dejavnostih, opažamo, da je današnji uporabnik bistveno bolj informiran, se že predhodno pozanima o vseh možnosti, zaradi tega se tudi ne zadovolji z vsako rešitvijo. Predvsem pa opažamo v zadnjem času, da cena ni tisti glavni dejavnik, zaradi katerega se on odloči za neko rešitev. Bistveno bolj mu je pomembna dobra uporabniška izkušnja in dober reklamacijski servis. Je pa tudi tako, da živimo pač v neki digitalni dobi, to je nova realnost in tudi ni pripravljen čakati na odgovor predolgo časa. V tem primeru bo pač izbral drugega ponudnika. Tega se dobro zavedamo in temu prilagajamo tako našo ponudbo kot naše vse ostale službe. Diana, nam lahko zaupate še načrte? Vem, da so odlični. A imava sploh dosti časa, ampak da se osredotočam na najbolj bistveno. Vsekakor je to v kratkem nadgraditi naš klub Zvestoba ogreva, kjer je mimogrede vključeni že več kot 10.000 naših odjemalcev. Potem v naslednji fazi uvedba nekaterih storitev, ki so tik pred zdajci, a jih še ne moremo razkriti, sicer to ne bi bilo presenečenje. Vsekakor pa še dodatno delo na čim bolj enotni uporabniški izkušnji prek vseh digitalnih kanalov, tistih, ki že obstajajo, tiste, ki jih mislimo uvesti, in osebnega pristopa in vsake točke, kjer odjemalec pride z nami v kontakt. Diana, in za konec lahko naše gledalce povabiva v naravo, kjer je pa res najlepša energija. Tako je. V naravi je najlepša energija in to spoštujemo in želimo našim odjemalcem tudi mi. Zato jih lepo vabim, da pridejo na Šmarno goro in pustijo skrbi povezane z ogrevanjem in energetiki Ljubljana. Boste poskrbeli za vse? Bomo, vsekakor, to je naša obljuba, ki jo izpolnjujemo.